Gospod župan, lepo pozdravljeni v tokratni decembrski oddaji županovega kabineta. Lep pozdrav tudi vam in spoštovanim gledalkam in gledalcem. V teh dneh je imelo Zasavje zelo pomemben obisk, in sicer v Zasavju je potekala seja Vlade Republike Slovenije. Kaj vse je še spadalo zraven tega obiska, poleg seje? Ja, zagotovo so te terenska srečanja v regijah zelo dobrodošla, ker se lahko tudi naredi tisti neposreden pogled na mogoče določena odprta vprašanja ali mogoče tudi ugotovitev, kakšne so bile izvedene rešitve in seveda tudi kakšni so načrti. Pa z medsebojnim dialogom se lahko zelo bolj enostavno poiščejo ali rešitve ali pa tudi določena spoznanja, kako naj se regija razvija naprej. Zagotovo je Zasavska regija zelo dinamična regija, se pravi regija na prehodu z enega, se pravi, modela gospodarjenja v drug, bolj fleksibilen model gospodarjenja in tukaj so, bi rekel, resne in zelo jasne razvojne priložnosti. Jaz moram reči, da smo v Litiji izkoristili ta obisk vlade predvsem za seznanitev z vsemi tistimi, se pravi, področji, kjer vidimo ali mogoče določena odprta vprašanja. Ena taka odprta vprašanja je bilo zagotovo, se pravi, področje ukrepov po, se pravi, poplavah leta 2023, kjer smo bili na nek način soočeni z, se pravi, določenimi administrativnimi dolgimi postopki v sami, se pravi, dinamiki posameznega izvajanja projektov. Pa moram reči, da smo te zadeve res z medsebojnim pogovorom ugotovili, da smo na dobri poti. Litija je jasno doslej naredila približno tam polovico potrebnih ukrepov. 3 projekti so bili zaključeni, se pravi, celovita obnova visečega mostu na Savi pri Litiji, protipoplavna zaščita v Kresnicah in pa v zaključni fazi je res, zaključujejo se dela v celoti na tem dolgem odseku Litija-Sava, obnove ceste in pa protipoplavnih ukrepov v naselju Sava. Narejena je komplet vsa dokumentacija za obnovo kanalizacije za protipoplavno zaščito na stavbah in pa nadomestni most za podvozom v Jevnici in naročena že tudi izvedbena dokumentacija za obnovo kulturnega doma v Litiji. Tako da dejansko mislim, da smo na dobri poti. Še posebno nas veseli, da je bilo tudi za strani vlade ugotovljeno, da smo se lotili projektov celovito, se pravi z načrtom, da želimo, da se tovrstni dogodki na, se pravi, posameznih predelih ne bi več ponovili. Tukaj tudi občina se je angažirala za, se pravi, tam, ker ni možnosti, da bi država financirala, da smo, se pravi, iz svojih proračunskih sredstev zagotavljali vire, recimo protipoplavna lamelna zaščita v naselju Sava ali lamelna zaščita v Kresnicah. Zdaj je dogovor za tako imenovano ureditev črpališča za odvodnjavanje zalednih voda v naselju, se pravi tukaj na stavbah in tako naprej. Tako da recimo ta del se mi zdi, da je bil zelo, bi rekel, na mestu. Na mestu se mi zdi tudi zelo obisk ministra za obrambo, kjer se mi zdi, da je pred nami Center za zaščito in reševanje in tukaj lahko res ponudimo tudi eno priložnost, se pravi, za ureditev tega logističnega dela ob
železniške postaje Litija, tudi z samega strateškega vidika, potem za strani Ministrstva za digitalno preobrazbo. Zelo smo na tem, da bi bilo smiselno res zrahljati te pogoje za odpravo belih lis pri, se pravi, optičnem omrežju, predvsem tam v res redko poseljenih območjih, da bo možnost, se pravi, sofinanciranja za strani države iz 50 na 75%, ker se mi zdi, da bojo na ta način operaterji bolj zainteresirani še za pokritje teh preostalih odprtih področij. Jasno smo opozorili tudi Ministrstvo za infrastrukturo, da je treba in da pričakujemo, da se bojo pohitrili postopki pri, se pravi, izdelavi dokumentacije za obvoznico Hotič in pa čim hitrejši sprejem pobude za izgradnjo obvoznice Litija, ker se nam zdi, da je nesmiselno, da bi dejansko razpravljali in dajali možnost za odpiranje študije variant, ker je ta konjska varianta bila soglasno že sprejeta v toku javne razprave ob razgrnitvi te pobude. Tako da to je mogoče en tak manjši delček tega sprehoda zadev, ki so bile na mizi ob teh delovnih srečanjih. Se mi pa zdi, da in pričakujemo, no, da bi bilo zelo smiselno, da bi se te zadeve tudi prelevile v sama dejanja. Možnosti je veliko odprtih, nekaj pa jih vsebuje tudi dolgoročni razvojni program občin Litija. Katere vse so to? Ja, seveda mi smo zdaj že pred tretjim takšnim dolgoročnim dokumentom občine za obdobje 2025-2035. Predvsem si želimo, da bi v našem dolgoročnem razvojnem programu zasledovali tri najbolj pomembne cilje, ki so pred nami. Se pravi, prvo, da nadaljujemo z tako imenovanim zelenim trajnostnim razvojem, tako na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma, ker se nam zdi, da je to glavni poudarek. Drugo, zelo pomembno, da zmanjšamo to tako imenovano dnevno migracijo, predvsem v smeri Ljubljane, da je več delovnih mest tukaj doma in s tem naredimo več stransko korist na vseh nivojih. In tretje, da zasledujemo cilj tako imenovanega demografskega pozitivnega trenda rasti prebivalstva. Upamo, da se nam bo spet po letu 2022 čim prej lahko pojavilo leto tudi naravnega demografskega pozitivnega trenda. Imamo seveda za priseljevanjem že pozitiven, tako in tako, ta trend, ampak si želimo tudi tega drugega zagotoviti. To so mogoče tiste ključne cilje, hkrati pa je program zasnovan v dveh ravneh. Eden do leta 2030, ta je povsem jasno opredeljen na tistih projektih, ki so v tem trenutku že tudi v fazi, se pravi, priprave ali izvedbe, ali v fazi priprave dokumentacije in v taki fazi, da jih lahko že na nek način gremo v postopek umeščanja v načrte razvojnih programov ali občine ali države. Potem pa so projekti po letu 2030 do leta 2035, ki pa, za katere pa ocenjujemo, da je smiselno, da jih v tem obdobju zelo jasno umestimo in seveda tudi saj pričnemo z izvajanjem. Če mogoče čisto na kratko povem,
Sam za odtenek od teh dolgoročnih razvojnih projektov je recimo satelitski urgentni center že v izvajanju, potem tudi športni center tukaj v Praproščah ali pa športni park Ježa, prav tako eden izmed takih projektov, širitev cone Zagorica, pa potem tudi nadaljnja širitev ostalih industrijsko-obrtnih con v občini Litija. Potem si želimo, da bo glavna cestna povezava dobila v tem obdobju do leta 2030 že zgrajeno obvoznico v Zgornjem Hotiču, da bo že umeščena v prostor tudi obvoznica Litija in tako naprej. To so recimo tisti ključni cilji, ki jih želimo s tem dolgoročnim razvojnim programom umestiti. Hkrati pa dolgoročni razvojni program tudi priprava za naslednjo finančno perspektivo. Tukaj si pa dejansko res želimo tisto, kar je bilo mogoče tudi povedano na srečanju vlade v naši regiji. Eno, da bo v prihodnji finančni perspektivi zelo pomembno, da se bo območje, možnost financiranja določenih projektov razširilo in tukaj bi zelo rad videli, da bi CTN ukrep se približal ne samo na mestne občine, kjer mestnih občin ni nobene v tej zasavski regiji, ampak na vse mestne občine. In drugo, da bi regija dobila, kjer je pod 75% povprečne razvitosti regij v Sloveniji, en določen pozitiven tretma pri vseh javnih razpisih. Trenutno vreme nam dobro služi pa tudi za izvajanje investicij. Nekatere so še v teku, nekatere so se lahko podaljšale tudi sedaj v zimo. Ja, to je res. Mislim, da bo tole vreme, če bo vsaj še trajalo kakšen teden, dva, omogočilo, da bomo kar na določenem delu presegali že načrtovane okvire pri izvajanju izgradnje čistilne naprave s kanalizacijo in vzporedno javno infrastrukturo v Kresnicah. Tudi, da bomo lahko zaključili celotno zunanjo ureditev ob vzgojno-izobraževalnem objektu v Hotiču. Tudi dela na športnem parku tukaj v Praproščah lepo napredujejo, satelitski urgentni center, tudi javna pot sanacija Bistrica se zaključuje in seveda tudi prej, kot sem omenil, protipoplavni ukrepi Litija, Sava. To so vsi tisti ukrepi, ki so v tem trenutku v polnem pogonu in upam le, da bo vreme služilo kakšen teden dni še naprej. Dobre novice pa prihajajo tudi z finančnega področja, in sicer kar se tiče projekta Interreg za rudnik Sitarjevec. Ja, moram reči, da smo zelo veseli, da je občina Litija uspela na razpisu Interreg. Res je, da je uspelo 18 prijaviteljev od 120 prijaviteljev, tako da smo na nek način kar ponosni na to, da je nam uspelo in da bomo lahko za tem projektom uredili celotno območje nekdanje separacije rudnika tukaj pri glavnem vhodu, kjer je dejansko nekoč se prebirala ruda in se pravi naredila tista ključna selekcija, kaj je za nadaljnjo uporabo, kaj je pa za tako imenovano odlagalna polja, ki so bila marsikje po Litiji ali vse povsod v najbližji bližini. Ampak ureditev te separacije bo s turističnega vidika zelo velikega pomena. Mi se tudi zdaj pričakujemo, da bomo lahko čim hitreje tudi naredili novo dovozno pot, se pravi, da bo možno do rudnika priti z avtobusom
To se res želimo v bližnji prihodnosti urediti in narediti še bolj zanimivo ponudbo v samem rudniku. Lahko govorimo že o kakih številkah? Ja, jaz mislim, da zdaj projekt kot tak vsebuje približno vrednost okoli 600 tisoč evrov. 150 tisoč bo tistega vložka, ki ga bo mogla dati občina, preostanek pa je financiran iz evropskih sredstev. Zdaj, sama ureditev pa mislim, da se bo lahko zaključila tam do sredi leta 2027. Smo v veselem decembru, ko potekajo prireditve tako po celotni državi, kot tudi tukaj v Litiji. Kaj vse nas še čaka do konca leta? Ja, veliko. Zdaj, sam prižig lučk in ta Miklavžev teden je že za nami. Zdaj je drugi del, najprej razstava Poprtnikov, ki se v teh dneh odpira v mestnem muzeju. Potem pred Božičem imamo tako, kot je običajno, 23. in 24. božični sejem v samem mestnem jedru. Potem se pa nadaljuje najprej na božični dan z tradicionalnim koncertom zbora Svetega Nikolaja. 26. in 27. pa je letos ta osreden predsilvestrski program. Najprej 26. z Siddharto, 27. z Dejanom Vunjakom in pa Brendimi Barabami. 27. imamo tudi tradicionalen koncert pihalnega orkestra Litija v športni dvorani. Ta bo pred tem večernim delom. In v dneh do Silvestra se bodo zvrstili še tako manjši koncertni dogodki v samem rudniku Sitarjevec, tako da tudi na te dogodke lepo povabljeni. Letos pa seveda na samega Silvestra ne bomo imeli čakanje Silvestra tukaj pred občino, zato bomo imeli Silvestrovo pred Silvestrom. In tako si bomo že lahko v teh dneh nazdravili, predvsem pa zahvalili za, se pravi, dobro sodelovanje in zaželeli vse dobro v prihodnjem letu in pa v praznikih, ki nas čakajo. Gospod župan, najlepša hvala in lep preostanek leta. Hvala tudi vam in vse dobro vam in spoštovanim gledalkam in gledalcem.